Odbor za zunanjo politiko pri strokovnem svetu je ocenil delovanje na področju zunanjih zadev in moram reči, da ta ocena ni najbolj pozitivna. Prvo vprašanje, ki smo si ga zastavljali, je bilo, kakšen je mednarodni položaj Slovenije, oziroma kakšen je postal v zadnjih 2 letih. Ugotovili smo, da je bil ta položaj dober in da je naraščal vsa leta do leta 2008, ko pa je začel drseti navzdol. Dokaz za to je, da Evropska unija oziroma njena zunanja ministrica Ashtonova ni sprejela nobenega slovenskega kandidata, ko je šlo za Evropsko zunanjo službo. Splošno vtis je, da je šlo konec leta 2008, se pravi v začetku tega mandata, za sovražni prevzem Ministrstva za zunanje zadeve, namesto da bi gradili na dosežkih iz preteklosti in na najbolj sposobnih ljudeh, so večinoma nagrajevali, to je treba poudariti, politična privrženost. Temu konceptu je bilo treba prilagoditi tudi zakon o zunanjih zadevah, ki je bil spremenjen komaj leto dni pred tem in sicer na pobudo prejšnje opozicije, sedanje vladne koalicije. Prišlo je do obrata v nasprotno smer, kot je šlo prej, in sicer so želeli zakon o zunanjih zadevah prilagoditi političnim potrebam, da bi odprli vrata za politične nastavitve veleposlanikov. Skratka, gre za odmik od koncepta karierne diplomacije. Alarmantna, seveda, predvsem alarmantna je bila po mnenju odbora politika do Hrvaške. Če bi se izrazil športno, bi lahko rekel, da je rezultat tekme Hrvaška-Slovenija oziroma hrvaške in slovenske diplomacije 1:0 za Hrvaško. Slovenska diplomacija ni pomagala Sloveniji, ampak je pomagala Hrvaški, da je uresničila svoj bistveni in prvotni interes, da lahko brez ozira na prejudice zoper Slovenijo nadaljuje pogajanja z Evropsko unijo. To je za nas slab rezultat, ali če hočete poraz. No, za zahvalo je Sabor sprejel še neko izjavo, neko enostransko izjavo, ki je dobro postavljena laž slovensko politiko. Samo naši medijski sceni se je treba zahvaliti, da ta, tako rečem, neresnica ni prišla do polne veljave. V tej izjavi namreč Hrvaška piše, da ne pristaja na neposredni izhod Slovenije na odprto morje. In seveda iz tega sledi tudi neka zadrega, ki smo ji pričali v teh dneh. Namreč, ko bi ta izjava postala del paketa ratifikacijskih listin, bi na to stališče ipso pristala tudi Slovenija. Skratka, Slovenija bi pristala na to, da nima pravice do izhoda na odprto morje, kar je slovenska vlada v tem letu, ki je za nami, praktično ves čas trdila, kar je zagotavljala, in situacija dejansko je brezupna v tem pogledu. No, začela se je tudi, če se spomnite, to je stališče odbora, parada nagradnih ponudb se strani Slovenije Hrvaški, ponudba o skupni kontroli letalskega prometa, o skupnih veleposlaništvih in tako naprej. In že spet je oživela ideja o zaščitni ekološko-ribolovni coni. Očitno Hrvaška nima namera spoštovati dogovora iz Bruslja iz leta 2004 in hoče potem, ko bojo sklenjena pogajanja z Evropsko unijo, to je njen glavni interes Hrvaške, razglasiti zaščitno ekološko-ribolovno cono. Opozarjamo, da je to zelo pomembna stvar, namreč, če Hrvaška razglasi to cono tudi za članice Evropske unije, to pomeni, da pri točki 5 sploh ni več izhoda na odprto morje, ampak da iz svojih teritorijalnih voda pridemo v hrvaško cono. In smo, da tako rečem,
bili dokončno prevarani. Hrvaška naj bi po zagotavljanju naše vlade pristala na pogajanja o dolgu Ljubljanske banke do hrvaških varčevalcev, na pogajanja v Baslu, v banki za mednarodne poravnave. No, to se očitno ne bo zgodilo, kajti Basel je že dal vedeti, da gre za račun brez krčmarja. Odbor za zunanjo politiko se tudi ne strinja z balkansko politiko sedanje vlade, tako manj proces z Brda. Ta politika se je izkazala kot misija nemogoče, mission impossible, in na podoben način je misija nemogoče tudi imenovanje bivšega predsednika Kučana za poročevalca, oziroma svetovalca vlade za področje Bosne in Hercegovine. Na koncu naj omenim še vrh NATO v Lizboni. Tu bo NATO sprejel novi strateški koncept, ki vsebuje predvsem protiraketni ščit za Evropo, ki vsebuje tudi nekaj novih idej v zvezi z odnosi z Rusijo, in lahko samo ugibamo, kako se bo postavila slovenska delegacija, oziroma delegacija iz države, v kateri nasprotujejo slovenski vojski, v kateri nasprotujejo angažiranju v skupnih misijah, predvsem pa stroškom za oboroževanje.